Vemo, da tukaj na Zemlji ni enostavno pozabiti na vrvež vsakdanjega življenja. Vemo pa tudi, kako dobro veste, koliko koristi imate, če se spomnite, da imate v nefizičnem svetu pomočnike, kot smo mi sami. Prav tako vas opominja na vse ostale nefizične pomočnike okoli vas. Vas podpirajo, vam dajajo vse, kar potrebujete in vas opominjajo, da ste ljubljeni, a ne? Če se vsa ta ljubezen preliva iz nebes, se boste lažje spomnili, kdo in kaj v resnici ste. In ste bitja čiste brezpogojne ljubezni. Prišli ste iz izvora in ste še vedno izvor, čeprav včasih pozabite, kdo in kaj v resnici ste. In izvor je ljubezen, vi pa ste iz izvora. Kaj zaštudirati? Naše oddaje so vse samo o tem, da te spominjajo, kdo si v resnici, da lahko greš v svet in postaneš to, kar v resnici si. Nič se ne občuti tako dobro kot zaljubljenost, in ko ljubiš drugega, pa ne gre za človeka, žival, rastlino ali kakšen drug vidik izvora, si v tistem trenutku svoj pravi jaz. Zvest si sebi kot ljubezen in zato, če sprejmeš ljubezen, ki jo sprejemaš od nas in drugo nefizično zavest, ki ti je nenehno poslana, lahko daš še več. Ljubezen, ki si, se aktivira v tebi in iz tega mesta, kjer si aktiviran, ljubezen, ki si, z lahkoto teče iz tebe v svet. Ne rabiš se truditi ljubiti drugih. Takrat, ko si ljubezen, ne rabiš se truditi. Še enkrat ta stavek. Ne rabiš se truditi ljubiti drugih, ko si ljubezen, ko je ljubezen v tebi tako aktivna, da je nič ne more izklopiti. In samo ti lahko izklopiš tok ljubezni, ki prihaja iz tebe. Ti držiš glavni ključ. Odločitev, da ne boš ljubezen v določenem trenutku, je vaja tvoje svobodne volje. Sprejemaš odločitev, ki ti ponovno daje občutek odmika od tega, kdo in kaj v resnici si, ter ti omogoči, da igraš v tej igri še malo dlje, igro tretje in četrte dimenzionalne zemeljske izkušnje. Ko se skozi dan spominjate, kdo ste, je večja verjetnost, da boste okoli sebe širili ljubezen in ustvarili vesolje ljubezni, da jo boste izkusili, a ne izkusili. Zdaj, ko greš po svojih dnevih in si ljubezen, ki v resnici si, in si tisti, ki aktiviraš ljubezen v drugih, nazaj, si ljubezen sama in si tisti, ki aktiviraš ljubezen v drugih. Se pravi, ljubezen je nalezljiva. Če obstaja človek brez ljubezni, on ne ve, kaj je ljubezen in samo ti, ki imaš ljubezen, njemu lahko zbudiš ljubezen. In smo dva. In toink, in tako nas je lahko 7 milijard pa pol. Zajebane igre, stari. Krasno. Torej obstaja domino efekt, karkoli širim na Zemlji. Širite tisto, kar želite, da si aktivira v drugih in pokazali vam bodo ta odsev in uživali boste v družbi drug drugega, saj bo to v ospredju tistega, kar je vseh vas najpomembnejše. Na poti boš moral spustiti tisto, kar nisi, kar v resnici si, vendar se bo zgodilo tako ali drugače. To storite zavestno in namerno in uživali boste preostanek svojega potovanja tja na tej 4. dimenzionalni različici Zemlje. In toliko te čaka v 5. dimenziji, toliko več kot si in mi smo navdušeni, da bomo priča temu potovanju s tabo in tako veseli, da smo lahko del tega. To je tisto, kar nam prinaša največje zadovoljstvo, da vam lahko prenašamo te informacije in prenose. Vse meni kar malo solzače ven prid. Ja,
Smo arkturiski svet in zelo uživamo v povezovanju z vami. Tole je bil tekst mojega najboljšega učitelja. Pa škoda, ker ne bo razumel, ker je v slovenščini. Ampak on je že srečen, ker je predal naprej. Tako, kot sem jaz srečen, ker sem predal naprej. Ravno kar. On slovensko ne zna, vi nočete brat, jaz imam gobec, evo, 1+1 pa jo imamo. Tako si znamo tudi drugemu pomagati. Sej, v tem je catch, jaz ful časa nisem štekal. Mislim, odpira se tudi meni vsak dan nova dimenzija. Veste, jaz mogoče ste priča enomesečnemu, bom rekel, rasti nekoga, ki se kar snema direkt, pač kako je stvar bila en mesec nazaj, pa 14 dni nazaj, pa 3 dni nazaj, pa zdaj. Mislim, jaz to vidim, ne, zdaj, če vi, je tudi super, če pa ne, pa sej vsem šmoren. Najbolj bistveno je, da vi se zavedate, da ste ljubezen in da vi to ljubezen lahko aktivirate v drugih in to je vaša primarna naloga. Sam jo morate v sebi najprej spustiti, da teče. Štofeljce grehov, pregreh in laži in prevar. Te si bomo mogli spucati vsi, vsak svojega. Mislim, jaz sem ženo. Dejte, jaz bi vam rad pomagal. Da vi to ujamete, ne, mislim, prebrati je treba kaj, to so samo teksti. Veste, ni to fuzbal tekma, ne, niso to zdaj neumnosti, ne. Naprave kot take, to sem hotel reči, naprave kot take so lahko super, lahko so pa čista vija vaja. Ne, se pravi, tehnologija nam pomaga. Treba jo pa znati nucati, jaz ne vem, izbrati je treba, ne, ali boste, veste, možnost izbere je tista tudi en dober catch, ne, ker smo se zahakljali. Imaš možnost izbere, lahko ješ še regrat, ki je malo bolj grenek, pa ni tako zelo dober, lahko pa ješ čokolino, ne, ki je pa sladek, pa dober, pa še piše, da je zdrav. Sam, da je zdrav, je laž, v bistvu je strupen, v bistvu ta jed 100 let nazaj ni obstajala kot taka, ne. V regradu so pa res zdravila, ampak ok, mičkeno so grenka, mislim, sej, kako je že latinsko, pravo zdravilo je grenko, rarus amicus rarus, ne, to je prijateljica redka, amicus rarus rarus, amicus verus rarus, ja, tako dober prijatelj je, dobri prijatelji so redki, kar nekaj. Ja, nič, če vam še to stisnem gor, ne bo v redu. Ali pa, Bog si ga vedi. Imejte prečudovit dan, probali bomo, ne? Pa kar bo. Ajde, uživajte, čau.